ustvarjanje sem se jaz dejansko celo življenje učil. Od svojega 5. leta naprej. Veste, kako je v družini, je oče bil tudi samouk, ker je pa prihajal iz Rusije. V Rusiji je bila pa tradicija to v šolah, da so se veliko učili risanja, potem naravo. Kratka, vsak, ki je začel šolo, kadar je pridobil eno likovno predznanje. Tako da oče je velikokrat tudi sam je slikal z oljnatim barvam na lesonitne plošče. Je bil odličen krajinar, še boljši bil pa pri ustvarjanju cvetja, tihožitja. In s tem je on pa bila skozi dejansko, kadar je tebi učitelj barve ostalo na paleti, pa sem ga vprašal, a mi daš to, da bom jaz tudi kaj naredil. In tako se je pa začela pa slikarija. Večina, jaz sem samo prvič sem se soočil z šolskimi takimi primeri, da sem pač malo prvič obiskal tečaj 71. leta, likovni tečaj. Na likovni akademiji je pa takrat hodila pa ta likovni tečaj Metka Krašelj. In mi je takrat tudi Metka Krašelčeva po tem tečaju, ko pa je imel razstavljene tele portrete in risbe, izbrala 2 moje risbe, da sem imel razstavljene v mestnem gledališču, v atriju mestnega gledališča. Potem kasneje v vojski, ko sem služil JLA, sem pač tudi bil glavni ilustrator v Četi in bataljonu za vojaške vidne časopise. In ko sem pa iz vojske prišel domov, sem pa zastavil bolj delovanje v lesu in kamnu. Tam sem spoznaval tudi s pomočjo kiparja, ki je bil odličen v kamnu, ki je Janez Lenasi, mi je veliko pokazal o tem. In sva se veliko pogovarjala o kamnu. Ko sem pa bil tehnološki višek v službi, sem se pa odločil pa za delovanje na kulturnih področjih. Prve večje uspehe sem pa začel nizati 89. leta v Domžalah na Formaliji Rivera. In s tem sem bil pa tudi, se pravi, na Pokljuki, sem sodeloval na 9 taborih od 94. leta do 2002. In to je bila zraven prelomnica v umevanju ustvarjalnosti, ker ustvarjalnost sama ni pogojena, da ti iščeš nekaj novega. Prvo sem materiale spoznaval ilovca, potem mavec, iz mavca sem se naučil rezbart, rezati manjše skulpture
Potem sem pa prišel pa na les z noži, samo sem rezal, najprej palce sem združeval in s tem sem se sam spodbujal k iskanju, spoznaval opazovanja, kaj lahko z opazovanjem dosežeš, da lahko ustvarjaš. In ravno opazovanje je najpomembnejši element za umetnika. Da daš se osredotočiti, naprimer na predmet ali bitje, na drevo, da vidiš določene naravne zakonitosti. In te naravne zakonitosti ti lahko potem prenašaš na platno ali v material. Skratka, s tem iščeš samega sebe, sočaruješ z delom. Pa druga stvar je, karkoli delaš, pa lahko kasneje, ko pridobivaš več izkušenj, ti lahko v trenutku vizualiziraš svojo idejo. Če ti nimaš občutne vizualizacije, ti ne moreš ustvarjati sicer, ampak rabiš 15 časa. Da daš predmet in kaj sploh želiš ustvariti. Ta zadeva zelo, bi rekel, delikatna. Šele 91. leta sem prvič razstavljal kamnite skulpture in grafike v galeriji Feniks, katere ustanovitelj je bil kipar in slikar Zmago Modnic. In on mi je res v Ljubljani omogočil prvo razstavo tako na tem področju. Potem sem imel dodatne razstave, se pravi društvene, na skupinskih razstavah sem ves čas deloval od leta 1968 pri likovni sekciji Tine Rožanc. Tine Rožanc mi je veliko pomagal, da sem lahko razstavljal v različnih galerijah, največ v Grosuplem, v domu starelih občanov. Kasneje sem pa na Posluki 97. leta sem se vstavil pri društvu likovnih ljubljanskih likovnikov, samorastnikov. In tudi vodim glasno kiparske tečaje za modeliranje ljudi. Letošnja sezona imam v planu realizacijo grafične delavnice. Jaz sem na primer večina let, karkoli sem delal, sem veliko obrazov risal. In obrazi je prvo zaznavanje vsakega človeka, ko se rodi, vidi okoli sebe samo obraze, ki se okoli njega vrtijo.
In ravno obraz je zanimiv po tem vidiku, da vsak je drugačen v določenih situacijah. Jezen, jeza, potem ljubezen, bolezen, zdravje, šport. Skratka, je nešteto možnosti upodabljanja. Da se, samo stvar je v tem, ti moraš pa imeti svojo mrežo teh, bi rekel, distributerjev, da oni poskrbijo za to, ne? Ali pa galeristi. Je pa precej težka v Sloveniji, kajti če pogledamo, da je na kulturnem področju od 300 tisoč do 500 tisoč samo kulturnikov. To je 1/4 slovenskega prebivalstva se ukvarja na kulturnem področju. To se pravi, je zelo velika demonstracija kulture. Z likovnim delom takim, slikarske portrete, ti odkrivaš dušo tudi portretiranca, ne samo svojo.